Dober dan, gospod Peter Jančič, odgovorni urednik Dela. Zanima me, kako komentirate, da se Matiji Grahu, dopisniku iz Dela, in gospodu Kajzerju, dopisniku iz Zagreba, ni verjelo, da sta dobra dopisnika in se jih odpoklicalo. To je čisto napačna interpretacija. Po pravilniku, ki v tej hiši velja in je veljal še prednostno, jaz sem prišel odgovorni urednik, vsako leto odloča, katerim dopisnikom bo podaljšal mandate, katerim pa ne. In sem se pač odločil, katerim bom podaljšal in katerim ne. Do tega imam vso pravico. Tisti, ki to spodbijajo, skušajo vplivati na delo uredništva, posegajo v avtonomijo uredništva, mislim, da gre tudi za relativno nenavadno dogajanje, še posebej tam, kjer se uporablja politična argumentacija in se skuša na ta način doseči, da bi odgovorni urednik spremenil odločitev. To je pa malo v neskladju z tistim običaji, da v svobodnih družbah so mediji svobodni in odločajo sami in avtonomno. Zaradi česa vi mislite, da niste dobro upravljali dela? Ali imate vi morda tako mnenje, ali je morda nekdo drug vplival na vaše odločitve? Delo posameznih novinarjev, še posebej dopisnikov, ki so izpostavljeni, ki tudi zelo dosti stanejo, ocenjujem jaz, ocenjujejo tudi resorni uredniki, skupaj tudi sprejmemo neke ocene. Ta ocena je v obeh primerih in od resornega urednika in tudi od mene. Na podlagi preverjanja, ki smo ga upravili, in ocene, da pričakujemo tam več. To je delovno mesto, ki dosti stane in od katerega tudi dosti pričakujemo. Smo edini časopis, ki imamo dopisnike po celem svetu in tja moramo poslati najboljše. Zato, da bodo ljudje zaradi tistega, kar upravijo, potem tudi primerno nas nagradili s tem, da nas bojo kupili ali ne. Mislim, enostavno ne moramo privoščiti tega, da tega ne bi ocenjevali, kot bi zdaj eni od nas radi. Pa mislite, da ni na to vašo odločitev vplival morda predsednik uprave Danilo Slivnik, ki je tudi na novinarski debati rekel, da sta delala slabo, po njegovem mnenju? Je tukaj morda še kaj drugega odzadaj? Obratno. Danilo Slivnik je bil tisti, ki je dolgo me prepričeval, da bi počakali. V lanskem letu se je to že dogajalo. In smo imeli kar nekaj pogovorov, da smo se potem dokončno uskladili, da je to dobro in modro za uredništvo in da bo lažje in boljše delalo, če se izpelje to, kar odgovorni urednik misli, da je pametno narediti. Na koncu sem tudi jaz odgovoren, dolgoročno, za uspeh te hiše. In zato moram imeti tudi neke pravice. Zakaj pa vas ni bilo na tem novinarskem večeru? Ali vas niso povabili, ali ste morda bili zadržani, ali kakšen drugi razlog? Ker slišali smo neuradno, da naj bi se vidva s predsednikom uprave dogovorila, da bosta oba prisostovala tej debati, potem pa je bil tam le predsednik uprave. To je neresnična informacija. V času, ko je potekala ta razprava, sem jaz bil v Desku, kjer smo delali časopis. Tudi sicer ni običajno, da bi cel vrh hiše hodil na prireditve, ko je bilo novinarsko srečanje pred tem, sem bil tam samo jaz, ni bilo predsednik uprave, to, kot je bil samo predsednik uprave, mislim, da bi bilo tudi pretirano, da bi bila dva tam. Nič nobenega drugega razloga ni bilo. Dopisnik Grah je dobil pred kratkim nagrado novinarskega društva za izjemne dosežke na področju dopisništva iz Dunaja. Ali tudi vi mislite, da oziroma dvomite na nek način verodostojnost teh nagrad, ker na nek način je človek dobil nagrado strani društva novinarjev in neko priznanje, bil je pa odpuščen ravno zaradi tega, ker vi mislite, da ni sposoben? No, zdaj društvo novinarjev združuje vse novinarje, oziroma dosti novinarjev v Sloveniji ima neke svoje standarde ravnanja. Delo je največji časopis v državi, edini resen, broči časopis, ki skuša biti tudi na neki ravni, svetovni. Imam seveda dosti ostrejše kriterije kot to društvo. Sem tudi gledal njihovo razlago, ki je bila, in sem bil priznat nekoliko začuden, ampak to je stvar društva. Mi smo veseli vsake nagrade, ne vpliva pa to nikakor na odločitve v uredništvu. Imamo lastne standarde, v katerih se ravnamo. In sem jih tudi javno predstavil na začetku in po njih delamo in bomo delali še naprej. Ste vi član Društva novinarjev Slovenije? Sem član Društva novinarjev Slovenije. Zanima me še, ali resno grozi odpoved delovnega razmerja omenjenima dopisnikoma, ki naj bi bila
podana zaradi tega, ker naj bi bila novinarja nestrokovna. To je napačna interpretacija, poteka postopek, tokrat smo pri postopku v hiši pazljivi, ker se je že prejšnjič z sodnim procesom, ki ga je sprožil sindikat, pokazalo, da se vsaj Matija Grah ne strinja z odločitvijo urednika, da jo skuša spodbiti na vsak način, zato je tokrat dobil odločbo na isti način, kot sem nekoč jaz dobil, ko sem bil pač postavljen na Večeru iz mesta komentatorja za urednika, ali pa kot vsi drugi, pri katerih se podobne prerazporeditve dogajajo, dobijo, to je pač po zakonu. Čisto normalno. Odpoved delovnega razmerja z ponudbo sklenitve novega delovnega razmerja. Zakon pač to določa, to je tisto, kar gre, kakor je meni znano, edino skozi tudi pravno. Drugače ni mogoče ravnati. Zato mislim, da je uprava ravnala na ta način, ni pa to postopek, ki bi ga v tem primeru jaz vodil. Se pravi, vi v bistvu v tem postopku nimate pravice glasovati napram upravi dela? Ne, gled, jaz odločam v skladu s pristojnostmi, ki jih imam kot odgovorni urednik. Delo je zelo velika hiša, za pravne stvari skrbijo pravne službe v okviru te hiše in seveda pri tem pomaga tudi uprava, to je popolnoma normalno. Jaz mislim, da je čisto enako tudi v vseh drugih hišah. Tudi sam sem svoja razmerja, ko gre za zaposlitev in na Večeru in kasneje na delu urejal z upravo, pogodbe in druge. Mislim, da je tudi v drugih hišah popolnoma enako. Na tem omenjenem novinarskem Večeru je Danilo Slivnik rekel na nek način tudi, da se lahko na delu vsak dan zamenja glavnega urednika. Ali tudi morda potem vi to razumete, da tudi vam se maje stavček v bodoče? To, kar je povedal predsednik uprave, je res. Odgovorni urednik je funkcija, ki je pač zamenljiva. Jaz nimam delovnega razmerja za nedoločen čas. To velja tudi za vse druge odgovorne urednike. Če se izkažeš, če si uspešen, če dobro delaš, to delaš, če ne, pa te pač lahko odstavijo. Podobno velja tudi za predsednika vlade, recimo, ki ga lahko parlament odstavi. Nekam daleč ste šli s temi zadevščinami. Sem povem, da to ni nič takega, to je normalno. Ne vem, zakaj je to takšno čude. Ne vem, da so lani večkrat spraševali o tem, ali me bo res čez en teden predsednik uprave razrešil, potem da me bo čez 3 tedne. In sem povedal, tako kot je meni znano, ne, da me pa lahko, ima to pravico. To je iz pravnih aktov nesporno izhaja, velja isto v drugih hišah. Tako da ne vem, odkot zdaj tu pač spekulacije. Ali imate vi kot odgovorni urednik dovolj svobode strani uprave, da ne vplivajo na vaše odločitve oziroma vam ne sugerirajo, kako bi naj Peter Jančič opravljal svojo funkcijo odgovornega urednika? O tem ni nobenega dvoma.